Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji V Mariboru si. Danes se bomo posvetili regijskim kulturnim ustanovam, oziroma kot sem se pošalil na začetku še pred oddajo z gosti, da sedaj pa je krize mimo in sedaj je v kulturi preveč denarja. O tem, kaj na to porečejo, so z nami v studiu gosti, in sicer direktorica in umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor, Katarina Klančnik-Cotar, lep pozdrav. Direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Danilo Rošker, tudi vam lep pozdrav. Potem iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, torej Aleksander Lorenčič, tudi vam lep pozdrav. Potem direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, doktorica Mirjana Koren, tudi vam lep pozdrav. In pa tudi direktorici Muzeja narodne osvoboditve Maribor, doktorice Aleksandri Berberih-Slana. Pozdravljeni. Imate preveč denarja, ne da? Ja, seveda. Ne se šalim, zdaj pa resno me zanima. No, se pozna konec krize, ki jo tako na veliko politiki obelodanjajo? Kar se nas tiče, vsekakor ne. Mi smo letos sicer strani Ministrstva za kulturo dobili več denarja kot običajno za programe, vendar pa na splošno bi rekla, da tam, kjer so največje težave, recimo sredstva za plače, za materialne stroške, pa težave ostajajo še vedno pereče oziroma so iz leta v leto slabše. Tako da konec krize se vsaj za nas ne pozna, pa menim, glede na to, da kar precej poznam stanje na področju muzejev in galerij, da je to nekako splošna težava. Gospa Koren. Ja, se moram kar strinjati s kolegico. Tudi pri nas ni nič boljše. V bistvu se standard iz leta v leto niža. Jaz mislim, da smo lahko srečni. Da ste še sploh odprti ali se šalimo? Ne, da smo lahko pravzaprav zadovoljni, da je to neka trajna oblika organiziranosti. Se pravi, da je vsako leto pogodba in da je vsako leto nek priliv denarja po pogodbi. Kaj je pri vas, glede na to, da ste izjemno, bom rekel, zelo velik zavod? Ja. Se moram kar strinjati s kolegicama. Kot je že bilo rečeno, mislim, da je muzejska problematika praktično po celotni Sloveniji podobna. V našem primeru, ko gre za enega največjih muzejev v Sloveniji, je teh težav oziroma izzivov, s katerimi soočamo, se mi zdi, da še toliko več. Tako rekoč na vseh glavnih področjih so. Lahko govorim, da imamo tako kadrovsko podhranjenost, zlasti seveda infrastrukturno podhranjenost. Težave imamo tudi, kar zadeva financiranje. V zadnjem obdobju žal tudi strani soustanoviteljev. To je zadnji čas. To bomo še rekli, ja. Ja, verjetno bo v nadaljevanju kaj več priložnosti za to. In tako seveda posledično težko tudi izpeljamo oziroma realiziramo cilje, ki si jih zadamo, zlasti tiste osnovne in najbolj pomembne za nas. Še vedno mariborska SNG hiša dobi veliko manj denarja kot ljubljanske, bom rekel, tovrstne hiše. Tega ne morem reči, saj ne vem, koliko dobijo ljubljanske hiše. No pa se berete časopis. Lahko pa rečem, da tega čudeža, ko ste prej rekli, da je več denarja v kulturi v SNG Mariboru, nismo zaznali. Denarja smo dobili isto kot lansko leto, to pomeni mnogo premalo. Je pa res, da so non-stop pogajanja z bivšim ministrom, s sedajnim ministrom, izravnavajo se počasi tisti minusi za plače za nazaj, kar je bil velik problem, kajti pri nas je preko 300 zaposlenih, tako da to se bo v letošnjem letu verjetno poravnalo. Vsekakor pa je premalo programskega denarja, za katerega se bomo pogajali. Upam pa, da bo tudi prišlo do te decentralizacije, ki je zapisana v koalicijski pogodbi in da bo za vse nas, ki nismo v Ljubljani, mnogo boljše. Da nam je to dočakati. Da nam je to dočakati. Gospa Katarina Klančnik-Cotar. Kaj pa pri vas? Ja, enako kot predhodniki smo nekje na ravni lanskega leta ostali, tako da ne čutimo še, upajmo, da bo drugače, tega zvečanega obljubljenega denarja kulturi nasploh, ne zdaj nam posebej. Dobili smo sicer malenkost več, vendar samo na račun tega, ker vsako drugo leto prirejamo nacionalni lutkovni festival, Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije in samo na račun tega nominalno malenkost več.
vendar vsekakor mnogo premalo, da bi ta festival lahko samo s tem, kar smo od ministrstva dobili, spodobno izvedli. Tako da pač vsako leto čaramo z tega, kar nam nameni ministrstvo, z tega, kar nam nameni občina, s tem, kar sami uspemo zaslužiti, da izvedemo dovolj spodoben program. Skratka, nekako se trudimo vsako leto narediti z enega evra 3 do 5 do 10, skratka, čim bolje obrniti. Nekaj je že gospod Trošker omenil, pravzaprav, kako pa boste pokrili ravno te sprostitve plač, ne? To se pravi in nazive. Kako boste uspeli, glede na to, da nič več niste dobili denarja? Jaz lahko rečem za SNG Maribor, da se v letošnjem letu korigira, da se bodo plače ja. 100%. Okay. To je mnogo let nazaj ni bilo, v letošnjem letu bi se naj to uredilo, ravno zdaj za novo odločbo, tako da to se ureja. Je pa res, da je problem še kadrovski, pri nas za SNG govorim, in programski denar, ki ga je premalo. Smo le velika hiša in imamo dober program in zato potrebujemo tudi normalen finančni zagon. Kako je s plačami? V pogodbi, ki smo jih podpisali, je v bistvu en del namenjen konkretno temu in sicer naj bi kasneje z aneksi k pogodbam razrešili to zadevo. Zdaj, živi bili pa videli, ne, jaz upam, da bo to res tako. Ponavadi, ko so se k temu zavezali, ponavadi so zadeve tudi izpolnili. Je pa res, da smo zadnja leta muzeji, galerije v različnem procentu sami pokrivali stroške dela, tako da je to kar velika težava, predvsem pa zame osebno težavo predstavlja to, da recimo zaslužimo vedno več, obiska je vedno več, hkrati pa tega denarja nismo mogli vlagati recimo v sodobnejše, tehnološko sodobnejše razstave ali v neke programe, ki bi bili nadstandard zaradi tega, ker smo s tem morali pokrivati plače. Tako tu sem jaz zaznala glavni problem in upam, da od tega leta, oziroma da se s tem letom bomo res nehali ukvarjati s tem, ampak Isto v bistvu kot kolegica, denar, ki ga zaslužimo, ne moremo vlagati v razvoj, ampak v te osnovne pogoje, v plače. To je edino kultura ima v celi javni upravi je dobivala do sedaj 10% manj za plače, na drugih sektorjih ni tako in v bistvu ne razumem, zakaj je v kulturi. No, ampak kot rečeno, sedaj imamo prvič po dolgih letih pogodbo, ki obljublja aneks. Pogodba, ki se je že zavezala za aneks za ureditev teh nesoglasij. Je ta aneks ima datum določeno, kdaj bo ali samo letošnjem letu pač. Se pravim, da je že bilo v prejšnjih letih, da smo nekaj sredstev konec leta dobili, ko je šlo konkretno za napredovanja, tako da upamo, da se bo, kot je rečeno, letos so prvič to naredili, da so se že v pogodbi zavezali k temu. Kako boste na Ptuju? Ta aneks se že upošteva, smo ga že dobili in z 1. majem že to začne veljati, kar se tiče plač. Tako da to je urejeno. Kako pa na Ptuju boste, glede na to, imate zdaj težavo še s soustanoviteljem, torej ena izmed občin se nazaj vleče? Ja, torej kar zadeva financiranje ministrstva, lahko potrdim to, kar je bilo že rečeno, obljubljen je pač aneks k pogodbi. Jaz mislim, da bo to realizirano, glede na to, da je tudi že v lanskem letu bilo. Sicer pa, ja, letos je najbolj pereč problem financiranja soustanoviteljev. Kot kaže, se bo ta problem prenesel v še večjo težavo, kot kaže, namreč začelo se je s prenehanjem financiranja enega od soustanoviteljic, namreč v našem primeru imamo poleg ustanoviteljice mestne občine Ptuj še 3 soustanoviteljice, torej občino Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Lahko povem, da se je pač občina Središče ob Dravi meseca decembra odločila, da preneha financirati in da izstopa iz soustanoviteljstva muzeja. Lahko rečem, da je obrala zelo, milo rečeno, nenavadno pot, torej pričakoval bi, da bi se vsaj usedli skupaj z vsemi ustanovitelji, muzejem in morda še ministrstvom po potrebi in da bi seveda skupaj dorekli, se pogovorili o morebitnih težavah. Tako pa smo dobili samo en dopis, v katerem so nas obvestili najprej, da so iz proračunske postavke črtali financiranje muzeja, zatem pa smo sprejeli še sklep, ki ga je
enakega namreč potrdil še občinski svet občine. Trenutno smo... Kaj to pomeni za vas finančnem? Ja, trenutno smo na tem mesec maje pred vrati, da pravzaprav ne vemo, kako naprej. Do nas prihajajo različne informacije. Imeli smo sicer en skupni sestanek, zatem je vse več ali manj potihnilo. Govori se pa tudi o tem, da bi naj občina Ormož in ostale razmišljale o tem, da se enota v Ormožu pripoji k Ormoškemu zavodu za turizem. Ampak se pravim, to so različne informacije. Mi smo poslali že več dopisov, tudi pozive tako sveta zavoda, tako strokovnega sveta, ustanoviteljica, vem, da je večkrat pozivala, tudi ministrstvo je o tem obveščeno, vendar zaenkrat še nekega tehtnega odgovora nismo prejeli. To, kar sprašujete, sliši se seveda, kar zadeva občino Središče ob Dravi, lahko za koga zelo relativno majhen, nizek znesek, torej govorimo o 18 000 evrih na letni ravni, to pomeni tako za maso plač in stroške dela, vendar ni tako malo, ne. Vsak evro lahko rečem, da šteje zlasti za takšne institucije kot so muzeji. Nekako pokrajinski muzej Ptuj Ormož nima sreče s tem ustanoviteljstvom, že tudi pred leti je že občina Ormož bila tista, ne? Ja, zgodba, ki je, bom rekel, zamajala. Jaz večkrat ponavljam, to je seveda politično vprašanje, ne. Ta zgodba se ponavlja, vemo, da je leta 2005 se enota že osamosvojila, oziroma takrat je bila težnja občine Ormož, da ustanovi svoj muzej. Po sistematizaciji so predvideli 9 zaposlenih ljudi, ki bi naj sčasoma prišli na financiranje Ministrstva za kulturo. To se seveda ni realiziralo, tako je potem leta 2009 prišlo do ponovne pripojitve in pravzaprav to lahko povem, da od tedaj naprej so pravzaprav vsako leto težave, gre za neke vrsto agonijo. Tu lahko rečem, da so že občine soustanoviteljice s 1. januarjem leta 2017 ukinile financiranje enega zaposlenega. To smo uspeli rešiti, to delovno mesto, zahvaljujoč narekovaji seveda upokojitvi na masi plač Ministrstva za kulturo, tako da smo izvedli premestitev, ampak seveda to je pomenilo v škodo ptujskega dela oziroma te kadrovske sestave. Gospod Lorenček je načel eno temo, ki vas želim vprašati v nadaljevanju. Ali ste pravzaprav vedno znova in znova se kaže, da je problem ustanoviteljstva težaven, ne? Dobro, mogoče z izjemo SNG Maribor, ne? Ampak ali bi bilo bolje, da imamo pokrajine in da reče, aha, to je pokrajinski zavod in obveza sofinanciranja oziroma kakršnekoli pokrajinskega proračuna. Bi to bila boljša rešitev, gospod Klanček? Ja. Odvisno od tega, kako bi se tega lotili, ampak morda bi to bila rešitev. Mi dejansko, recimo, Lutkovno gledališče Maribor daleč presega meje mesta, če tudi je ustanoviteljica mesta. Kot rečeno, čisto vprašanje, kako bi se tega lotili. Lahko bi bila pozicija ugodnejša, verjetno pri zavodih, kjer je več občin ustanoviteljic sploh, ne. Zdaj, pri našem primeru gre samo za mestno občino Maribor, je vseeno malo drugačna pozicija. Vendar vem, Mariborska knjižnica, vem, da se mora direktorica z temi vsemi občinami, soustanoviteljicami ravno tako ves čas pogajati. Če bi bile to neke pokrajinske status, bi verjetno to odpadlo, prav gotovo. Ampak zdaj, v bistvu je rešitev tisto, da je rekli, aha, zdaj seveda banalno. Otroci iz mestne občine Maribor lahko greste, iz zunanjih občin pa ne. Je to zelo rigorozno. Vseeno je... Ali vsaj da državi, pa bom rekel, Ministrstvo za kulturo pokažemo, da preprosto s kulturo se ne dela kot svinja z mehom, tako kot se mi zdi, da zadnja leta se počenja s kulturo. Ja, zdaj vseeno glavni financer naš, pa mislim, da je tudi pri vaših dveh ustanovah tako, je Ministrstvo za kulturo. Tako da je vstopilo v primeru Lutkovnega gledališča Maribor tudi mestna občina Maribor po letu 10 poselitvi v večje prostore, ki so terjali širitev programa in vse skupaj tudi občina. Vendar je vseeno tudi
Ministrstvo za kulturo. Tako da v našem primeru ne bi nikoli šli se tega razlikovanja. Zdaj pa ne vem, imajo otroci mesta Maribor cenejše vstopnice ali kaj takega. Ne, to nikakor. In bi to bilo tudi, ne bi bilo prav, ker na koncu koncev je ena od zavez javne službe tudi ta, da je dostopna. Tako da to izključuje pravzaprav kakšne takšne posege. Ampak seveda govorimo o tem, da bi malo upozorili politike. Kaj menite, gospa? Mi smo zavodi, ki delujemo po 67. členu zakona oziroma našega osnovnega zakona, in to pomeni, da opravljamo dejavnost za več občin. Ker pokrajine niso ustanovljene, je seveda mestna občina Maribor v našem primeru prevzela ustanoviteljstvo. In to je naredila začasno. To je naredila začasno, mislim, da leta 2003-2004. In seveda, da to do ustanovitve pokrajin se čaka, ne, z našim statusom. Ampak mi imamo nek del dejavnosti, oziroma nek del programa, ki se mu pravi javna služba, in to moramo zagotavljati ne samo za ustanoviteljico, ne samo v bistvu za vso javnost. Medtem ko recimo nekih dodatnih programov ali pa recimo razstav, ki bi se jih zaželele občine, ki jih sicer pokrivamo v naši muzejski mreži, pa ne financirajo našega programa direktno, pa ne moremo izvajati. Torej, za to dejavnost pa bi morali zahtevati plačilo teh naročnikov, ne? Ampak v glavnem javna služba je ne glede na ustanovitelja, se mora izvajati, ja. Tudi vaš status muzeja narodne osvoboditve? Ste zadovoljni ali bi si želeli drugačnega? Ja, morda bi bilo, tako bom rekla, ne, mi imamo tako kot kolegice tudi financiranje do 80% strani Ministrstva za kulturo, do 20% strani mestne občine Maribor. Pomembna je tista besedica do, ne? Ker ni nujno, da je 80-20, veliko že tudi krijemo sami. Težava, ki jo jaz vidim, glede na to, da imamo dva financerja, je v tem, recimo, da z Ministrstvom za kulturo smo že podpisali pogodbe, že imamo potrjene programe, z našo ustanoviteljico recimo pa v začetku maja skoraj začetek maja še nimamo. Pa je tako rekoč že polovico leta mimo. Tako je. In sedaj mi smo se za ministrstvo obvezali neke programe izvesti. Po drugi strani pa veliko večino programa, torej tega drugega sklopa, kot mi rečemo, kjer so razstave, projekti, pedagoško in andragoško delo, pa financira v veliki večini mestna občina Maribor, ne. In zna se zgoditi, da recimo, da se bo v maju, juniju, kadarkoli bo pač to sprejeto in bodo pogodbe napisane in podpisane, zadeva spremenila, kar pa velike težave pomeni za nas, ki te programe izvajajo. Tako da bi bilo, po moje, vkolikor, seveda pod pogojem, da se pametno lotijo reorganizacije, da ne bo to narejeno čez noč, pa bomo potem plačevali posledice slabih odločitev mi. Torej bi bilo vsekakor lažje, če je prenešeno na eno, torej na regijo recimo, ali pa kakorkoli že, kdorkoli bi bil ta financer, da se to naredi takoj v začetku leta, kot se tudi mora, in da bi morda bilo tudi večletno financiranje, čemu mi že dolgo pozivamo, da ti lahko sploh recimo kakšne evropske projekte načrtuješ ali karkoli, kjer se ne moreš samo za eno leto obvezati, torej kakršnakoli rešitev, ki bi omogočala lažje delovanje, bi bila za nas sprejemljiva. So tudi med vami, veste, kje je meja, kaj pokrivate v Mariboru, kaj pa na Ptuju? Malo se šalim, ne? To se pravi, ampak glede na to, da ni pokrajin, ne? Ne, imamo občine. Kaj pravite, starše boste vi pokrivali ali bo Maribor pokrival, ne? Ne, imamo definirane, v naših aktih imamo definirane občine, ki jih pokrivamo, ja. Kaj pa s statusom SNG? Ste zadovoljni? Ali bi si želeli kakšnega drugačnega? Ne, zaenkrat je status ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije. Nacionalna hiša, torej. Nacionalna hiša, tako kot Drama Ljubljana, Opera Ljubljana in Nova Gorica. Mi bi si želeli samo pravičnega financiranja. To pomeni ta decentralizacija, to, kar sem prej rekel, da bi bilo financiranje, da bi denar tudi iz središča Ljubljane šel. In mogoče bi te regije, mislim, pokrajine, kakorkoli kaj prinesle, odvisno kako bi vlada to naredila, kajti že zdaj pri evropskih projektih vzhodne regije so bolje financirane kot centralne, kot Ljubljana. Ne. Čisto hipotetično, če bi se, bom rekel, v Slovenskem narodnem gledališču ločili opera in drama posebej,
Torej opera z baletom in Slovenskem narodnem gledališču Maribor imamo, bi dobili več denarja ali ne? Mislim, seveda, dramo, opero, balet in bom rekel, če bi se posvečeni. vsaj pravno formalno razdelili, ali pa bi dobili več denarja kot v Ljubljani ali kako? Ne vem, če bi dobili več denarja. Več denarja lahko dobimo samo za kvaliteto programa, ki ga mi non-stop dokazujemo. Z odlično obiskanostjo, polnimi dvoranami, zelo internacionalnim programom, publika, ki prihaja tudi iz tujine, tudi mariborsko gledališče gre v tujino, zelo veliko opera in balet, zelo veliko, kar bo mogoče osrednja hiša iz Ljubljane ne gre. In to so neka merila, kriteriji, ki bi morali prinesti boljše in večje financiranje. Dobro, da ne bomo samo o denarju, ker vidim, da imate precej kisle obraze na tem prvem, bomo pol v drugem delu malo več o pozitivnih stvarih programov spregovorili čez nekaj minut. Skratka, smo nazaj. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru vsi, gostimo predstavnike, bomo rekli v narekovajih, regijskih kulturnih ustanov oziroma kulturnih ustanov iz tega območja. Prej smo veliko o denarju rekli, zdaj me pa zanima programsko, kaj se letos obeta, glede na to, sicer smo že na polovici leta, ampak kaj boste lahko naredili, s čim se boste lahko pohvalili, kaj bomo pravzaprav hodili gledati, poslušati, videti, pa mogoče pri vas začnemo v Muzeju narodne osvoboditve. Ja, letos bo pri nas kar pisano, kar nekaj obletnic je. Najprej se bomo ukvarjali z hidroelektrarnami na reki Dravi, in sicer 101. obletnica je ni ravno 100. prve hidroelektrarne, ampak vseeno, torej hidroelektrarne in z njimi povezane tovarne, hidromontaža in pa metalna, ki so bile potem zaradi tega tudi nastale v Mariboru, tako da se letos posvečamo, kar se tega tiče, znova industrijski dediščini. Na to imamo tudi obletnico 11. snop, torej taborniki. Na to se bomo poklonili tudi, oziroma spomnili Titovih obiskov v Mariboru, mesta Maribora, od tega, ko je bil tukaj. Jih je bilo veliko? Ja, pa jih je bilo, ja, po vojni jih je bilo 5. Se zdi, da je samo enkrat bil, a je več? Ja, več jih je bilo, sploh ga je zanimala tovarna. Razen tisto, kaj je bil v zaporu. Tudi tisto, ampak tovarna avtomobilov Maribor oziroma njena usoda ga je zelo zanimala ves čas, ves čas njegovega življenja. Tako da potem nekaj manjših razstavic, obletnic, imamo bogat pedagoško-andragoški program, tako da se bo tudi na tem področju zelo veliko dogajalo in to je pri nas sploh so najbolj obiskani programi. Tako da živahno kot vedno. Se pa že za naslednje leto tudi pripravljamo, ko bo obletnica konca druge svetovne vojne. Letos bi še omenila tudi gostovanje iz Poljske, 2 razstav, in pa z Belorusijo se dogovarjamo tudi za... V bistvu gre za obletnico, okroglo obletnico začetka druge svetovne vojne na Poljskem. Tako da bo posvečeno temu, ena bi bila najinteraktivna razstava, ena pa taka čisto klasična razstava, tako da smo tudi mednarodno precej peti. Predstavljamo naše delo tudi v Moskvi konec maja. Živahno. Industrijsko dediščino po zadnjih letih kar veliko, bom rekel, kako to, da se ta del sicer pohvaljno, ker če ne bi pravzaprav prav Maribor svojo industrijo še upozabil. Nekako poskušamo, sedaj je bilo več teh obletnic, kar se tiče prve in druge. Mislim, da Zlatorog je že bil na vrsti, pa še kaj smo videli, še marsikateri. Marsikaj je že bilo v tem času. Zdaj je bilo kar nekaj obletnic prve in druge svetovne vojne, tako da morda je videti, kot da smo se večinoma s tem ukvarjali, ampak se trudimo nekako vsako drugo leto ukvarjati z industrijsko dediščino iz več razlogov. Prvič, ker je industrija Maribor izjemno spremenila v 20. stoletju in se je temu treba posvečati, zato da lažje razumemo naše mesto in njegovo dihanje. Potem pa tudi zaradi tega, ker so to najbolj obiskane razstave, kar samo dokazuje, da ljudi ta tematika izjemno zanima. Pa ne samo domačih obiskovalcev, tudi tujih zelo veliko. Tudi iz Amerike smo imeli skupine, v glavnem ljudi, ki jih industrijska dediščina zanima, ki jih zanimajo delavci, ki jih zanimajo delovnopravna zakonodaja, nekoč in danes pri nas pogoji dela, recimo razstavo Jugoslovanski Manchester so prišli iz tujine pogledati. In predvsem to so bili raziskovalci, ki so se ukvarjali z izkoriščanjem otrok in bili nemalo presenečeni, da pač o tem takem, vsaj v tistem obdobju, ko govorimo o Jugoslovanskem Manchesteru, pri nas ni bilo. Tako da, hkrati pa seveda gre tudi za obujanje
oziroma negovanje kulturne dediščine oziroma industrijske dediščine in pa nekako obujanje te zavesti, da je industrijska dediščina prav tako izredno pomemben del kulturne dediščine. Zelo pomenljivo vprašanje. Veliko je industrijske dediščine, ampak jo zbirate, jo uspete zbrati, uspete ohraniti to, kar je bilo, ko govoriva o tekstilnih tovarnah, ko govoriva o Tamu, ko govoriva o metalni, pa še marsikateri tovarni, pa še odprej mogoče. Ja, že od samega začetka, torej leta 1958 je bil v našem muzeju zapisano, da gre za muzej novejše zgodovine, torej ne samo druge svetovne vojne. In nekako so očitno bili že takrat delavci muzeja vizionarji in so že zbirali. Največji dotok tega materiala je bil tam okoli leta 1991, osamosvojitev Slovenije, ko so se ti veliki procesi v mariborskih tovarnah začeli odvijati in pa seveda tudi propad mariborske industrije. Tako da zdaj že lahko rečem desetletja se zbira to gradivo. Je pa res, da so bile nekatere tovarne bolj zastopane kot druge. No, v teh letih... Imate primerne depoje ali uspete sploh imeti depoje? Raje boljše, da ne vprašam, ne? Skoraj ne, ja, čeprav nas rešuje pod narekovaji dejstvo, da imamo velike ogledne depoje strojev iz mariborskih tovarn, ki pa jih sedaj polnimo že s vsem mogočim. Ker zadnje čase je res dotoka na splošno materijala, predmetov, ogromen dotok je. Pri nas se to tudi nikoli ne bo ustavilo, gre za muzej novejše zgodovine, torej se bo kar naprej na veliko zbiralo. Ja. In sedaj že leta in leta opozarjamo našo ustanoviteljico, da so pogoji nuja. Ja. Ponujali so nam že neke prostore, ki niso bili primerni, tako da upam, da bo v kratkem. Čisto vprašanje, a ste kdaj razmišljali, kar veliko ljudi je to vprašal, zakaj se še vedno imenujemo muzej narodnoosvoboditve, ali zakaj ne preprosto muzej novejše zgodovine? Ali ja, ali ne, ali je to preveč občutljivo vprašanje? V bistvu, dlje, ko sem v muzeju, bolj mi je jasno, zakaj to ime ostaja. Najprej, ko sem prišla v muzej, mi je bilo povedano, naj se s tem ne ukvarjam in sem se tudi odločila, da se s tem ne bom ukvarjala, da se bom ukvarjala s vsebino, ne z imenom. Takratni direktor, dr. Ževart, ko je bil muzej ustanovljen, ko je v Ljubljani in v Celju so imeli muzej revolucije, pa še kje ne, pri nas pa je nastal muzej narodne osvoboditve. Zaradi tega, ker je takratni direktor dejal, da so se ljudje borili za osvoboditev, ne za revolucijo. Pač tako je nekako ostalo v spominu. In narodna osvoboditev je en izredno širok pojem, v katerega lahko ti vključiš karkoli, ne samo vojne, ampak tudi... Če se bom rekel, ne spominjamo samo tiste pol pretekle zgodovine. Ja, lahko tudi, ne vem, zdaj bom na pamet rekla, knjige v slovenskem jeziku, pa gledališče slovensko, pa še kaj, tako da smo dejansko v preteklosti že pokrivali od lutk, pa družabnega življenja, karkoli, kar je osvobojalo slovenski narod, je pač lahko vključeno v naš program in zaradi tega tudi po moje ime ostaja. Hkrati dejansko ni muzej revolucije, ki bi, torej kot ljubljanski in celjski sta spremenila ime zaradi tega, pri nas pa je ta pomislek nekako izpadel, nihče se s tem več ne ukvarja, bile so v preteklosti ideje oziroma podane pobude na mestnem svetu, ki pa so bile vse po vrsti zavrnjene. Tudi mi ne bomo več vodaj vprašali. Dobro. Pokrajinski muzej Maribor kaj letos ponuja? Razen seveda stalne lepe razstave, tako kot tudi pri vas? Ja, letos se bomo v Pokrajinskem muzeju Maribor posvečali meščanstvu. Če se spomnite, je bilo lani zelo veliko govora o tem, kaj je meščanstvo in kaj je mestno in kaj je ruralno, kaj je mestno in kaj je kmečko. In nekako je sovpadlo, nismo teh svojih planov delali na te aktualne teme lanskega leta, ampak nekako je pa program sovpadel. Letos se bomo posvečali meščanstvu. Meščanstvo je bilo v 19. stoletju v Mariboru gonilna sila, tako nemški kot slovenski častniki so spodbujali vključevanje ljudi v kulturna društva in iz teh društev, ne samo kulturnih, vseh teh društev se je pravzaprav rodila ali pa so nastale današnje inštitucije v Mariboru. Tako da veliko bo govora na vseh segmentih, se pravi, postavili bomo del stalne razstave, ki bo govorila o tem meščanstvu kot pobudniku in aktivatorju kulturnega življenja v mestu. Potem pa bomo na vseh segmentih, na pedagoškem, na andragoškem, vse dodatne programe bomo v bistvu temeljili v tem pojmu.
V mesecu maju odpiramo tudi novo stalno postavitev civilne mode. Lani smo odprli zbirko uniform, letos se bo tej naši izjemni zbirki, ki je tako sestavljena iz dveh delov, iz uniform in iz civila, bo zdaj postavljena v celoti. In pa konec lanskega leta smo bili povabljeni strani Ministrstva za gospodarstvo, da sodelujemo v projektu Slovenija gastronomska regija 2021. To povabilo smo dobili na podlagi razstave in njene razvejanosti v druge vsebine muzejskega dela, razstave Debata v kuhinji, Kitchen Debate. To povabilo smo z velikim zadovoljstvom sprejeli, zaradi tega, ker nismo kandidirali za to, ampak nam je bilo to sodelovanje kar ponujeno. In seveda bomo na to temo pripravljali tudi, se bomo na leto 2021 pripravljali že konec letošnjega leta, v začetku leta 2020. Namreč odpremo razstavo Vino v vsakdanjem življenju, ki bo bolj etnološko obarvana razstava o vinu. No in potem v konec leta 2021 pa vino kot ta gospodarski subjekt oziroma vino in vinska trta, vinska trgovina, se pravi vso to aktivnosti, ki so vezane na vino in ki so mesto ob Dravi, mesto za najstarejšo vinsko trto na svetu, naredile za mesto z identiteto. Tako da to mislim, da so neki glavni poudarki, bo pa seveda zelo veliko tudi drugih aktivnosti. Vsako leto v juniju vabimo umetnike, temu pravimo civilno družbo, samozaposlene v kulturi, da nekako odgovorijo na naša vprašanja o tem, kako jih dediščina nagovarja, kako jih spreminja, in jih vključimo v projekt Gugalnik idej. Letos bo to plesni projekt z Mojco Kasjak, pod taktirko Mojce Kasjak. Dobro. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, kaj prinaša letos, katere so tiste, seveda poleg čudovite stalne razstave? Pestro leto, ki se že odvija, torej tako rekoč vsi oddelki pripravljajo oziroma so določeni projekti že bili izvedeni. Sicer pa, kot veste, letos Ptuj obeležuje visoko obletnico prve pisne omembe v antičnih virih, torej 1950 obletnico. Vidim, na Facebooku je polno teh slikic, zdaj že vsi zraven dajo osebnih. Tako je, in k temu se pač pridružuje tudi naš muzej. Kar nekaj projektov bo posvečenih tej obletnici, seveda. Katera obletnica je? Kako? Katera obletnica? 1950. Aha, to se Maribor kar lahko skrije, ne? Rekel, Maribor je kar malo kasneje, ne da? Gre za prvo pisno omembo Tacita, ne, v Viru. Torej, kar nekaj projektov, seveda kolikor je to, oziroma bolj mogoče, je seveda z arheološkega področja. Žal, seveda, takšne razstave, ambicioznejše razstave, seveda zlasti, kar zadeva primerno razstavišče, ne bomo mogli pripraviti. To problematiko verjamem, da vsi dobro poznate. Veste, da letos mineva že 8 let, kar je naš muzej brez primernega arheološkega razstavišča, seveda pa ob tem tudi brez ustreznih depojskih in delovnih prostorov. Z tega naslova smo lani jeseni prejeli tudi odločbo pristojnega inšpektorata, ampak glede na to, da smo pri programu, torej, kar se tiče arheologije, osrednja arheološka razstava nosi naslov Srče Petovione. Zaradi prostorske stiske bo postavljena na Ptujskem gradu, natančneje v prostorih konjušnice in pritličja vzhodnega stolpa. Gre za medinstitucionalno razstavo, ki bo na nek način
prinesla neka nova spoznanja, neki novi predmeti, nova, kar se tiče spoznanja zlasti z področja Panorame in Vičeva, seveda z obdobja nekdanje Petovione. Poleg tega bo še pripravljenih več manjših, začasnih arheoloških razstav, sicer pa številne razstave z likovno-galerijske dejavnosti, prav tako razstava in koncert z področja oziroma zadeva zbirko glasbil. Tukaj je kolegica zlasti, ki je odgovorna za to področje, vsako leto zelo aktivna, tako da se zelo trudimo tudi, da obstoječe zbirke posodabljamo, obnavljamo. V zadnjem času smo zlasti veliko svojih sredstev vložili v gradbeno substanco prostorov, kjer je nastanjena zbirka glasbil. Prav tako podobno težavo imamo pri zbirki orožja, ki je tudi nacionalnega pomena. Letos mineva natanko 20 let od te postavitve. Nastanjena je v Romanskem palaciju, ki je zlasti v zadnjem obdobju v izjemno slabem stanju. O tem smo prav tako obvestili Ministrstvo za kulturo. Torej, poleg tega bodo pripravljeni še številni projekti z področja etnologije in ostalih področji. Seveda ne morem mimo tega, verjetno tako kot ostale institucije, tudi mi, namesto da bi morda ob koncu leta, ko se pokaže, kakšno bo dejansko stanje, da bi vlagali tudi v programe ali pa v to splošno dejavnost, veliko sredstev, zlasti lansko leto, moram reči, smo vložili tudi v gradbena dela, gradbeno sanacijo Ptujskega gradu. Ja, seveda, tisti plas, ja. To je ena seveda zanimiv pojav, zanimiv problem, zanimiv v narekovajih, morda se bolj veže na prvi sklop podaje. Državni Ptujski grajski kompleks je v državni lasti in spomenik državnega pomena, ampak seveda zaradi stanja, kot je, sredstva za investicije so vedno omejena. Tudi veliko njih vlagamo seveda sami. Da nemo še kdaj o kakšnem plazu ali podobnih, bom rekel, nesrečnih zadevah razlagali. Dobro, da ne bova zdaj toliko, kje je pravzaprav, dobro, en del sezone še zdaj zaključuje, drugi del je verjetno že pripravljen, ne? Vmes boste še kje potovali, na koncu vem, da ste na Lento, vas bomo verjetno videli, ne? Ja, tudi na Lento nas boste videli. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Drama, opera, balet, festival Borštnikovo srečanje je letos slavnostno leto. Letos slavimo 100 let, odkar je se prvič spregovorila slovenska beseda leta 1919 na starem odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Čeprav obstoj sega nekako dlje, gledališče je bilo zgrajeno 1852, ampak predtem se govorilo nemško. Tako da letos slavimo to 100-letnico slovenskega jezika v našem gledališču, v našem mestu. Tako da bo kar veliko aktivnosti. Pričeli bomo te aktivnosti 24. maja z operno nočjo v našem parku. Potem je pa 21. Odlično obiskana vedno. Tako, seveda. Najbolj obiskan dogodek, lahko rečemo tako, v našem mestu. Potem bo 21. septembra slavnostna akademija ob 100-letnici našega gledališča. 27. septembra se bo zgodila na isti dan, kot je pred 100 leti, gledališka predstava v režiji mariborske režiserke Nine Rajić, Grmače, Daneta Zajca. Potem pripravljamo tudi prvo mariborsko opero Zlate Vokač, Marpurgi, se piše glasba in bo to na novo pripravljeno. Veliko bo okroglih miz, vsi skupaj. Seveda zelo potujemo, naša opera bo gostovala v Italiji. Največji dogodek, ki se bo pa zgodil, mislim, v zgodovini slovenskega sploh, bom rekel plesa in baleta, je, da letos mariborski balet gostuje v Petersburgu in v Moskvi, v Bolšoju, v zibelki baleta. Človek bi ravno pričakoval obratno, ne da? Zibelki baleta, ne? Zibelki baleta z koreografijo Edvarda Kluga, Pergint. Torej, ampak seveda zelo suvereno grejo tja. Ja, tako. Brez kakršnihkoli sklonjenih glav. Veliko se bo dogajalo v SNG Maribor v letošnjem letu. Na vseh področjih programskih. Še lutkari?
Ja, gledališko leto se malo drugače šteje. Ne? Mi pravzaprav smo že v novi sezoni. Koncu, ja. Z mislimi, naša knjižica sezone gre prihodnji teden v tisk. Mi smo dve zelo uspešni premieri v tem koledarskem letu že imeli. In sicer Netopir Kazimir, Matjaž Latin in Rok Predin, likovna podoba in režija, pa Šivilja in Škarice, Kete, čaka pa en krasno rezidenco v naših francoskih kolegov, s katerimi delamo koprodukcijo z naslovom Zatočišče, Gimme Shelter. Smo tudi že izvedli, sledijo še v tem koledarskem letu Zlatolaska in Trije medvedi, Možiček Žebliček, Lojze Kovačič in Ostržek. Kar zaznamuje to leto, sta dva festivala, in sicer 30. poletni lutkovni pristan, kar je lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, in pa 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, nacionalni lutkovni festival, ki je skrbno selekcioniran, ima tudi pol mednarodno žirijo in je v bistvu najpomembnejši lutkovni festival za slovensko lutkarijo septembra pri nas v Lutkovnem gledališču. Gostujemo tudi okrog na festivalih, naše nekatere predstave si močno želijo tudi v tujini. Odhajamo zdaj ravno kmalu na Poljsko, v Estonijo, Avstriji smo itak redni gostje, tako da se tudi tu veliko dogaja. Potem pa je naše prekrasno, naša prizorišča pravzaprav so gostijo tudi veliko drugih dogodkov, tako da se že s polno paro pripravljamo na letni kino skupaj s partnerji v Auditoriju. Pol Borštnikovo srečanje gostimo zelo radi, vsak oktober so pri nas z nekaterimi predstavami, pa festival Stop Trick Animation, zbori, sodobni ples. Skratka, v naši hiši je v resnici vedno polno in živahno. Dobro, čez nekaj minut smo nazaj, ko bomo še sklenili to oddajo. Mi smo v zadnjem delu oddaje v Mariboru vsi, govorimo predvsem o kulturi, o kulturnih programih, o težavah kulture nekaterih institucij, torej kulturnih institucij v Podravju. Mogoče eno drugo temo, obiskovalci. Veliko jih je, kaj je zaznamovalo prejšnja leta, kaj pričakujete? Pri vas vem, da je vedno polno obiska, ali kako? Ja, veliko obiska je z leta leto več, ta krivulja se res naše veselje dviga. Pač gledam od leta 2006, ko sem prišla v muzej. Tako da uživamo v tem, priznam. Naši najbolj pogosti obiskovalci so seveda organizirane skupine iz vrtcev, šol, tudi srednjih šol, prihajajo s fakultet različnih po Sloveniji, pa tudi z šol, bom tako rekla, z cele Slovenije. Kar nam je veliko veselje, nekako priznanje našemu pedagoškemu delu, naši pedagoški službi. Kaj so najbolj obiskane zadeve? Stalna razstava ali dogodki? V bistvu šole v vrtci, kar je to največ obiskovalcev. Lansko leto smo našteli, zdaj govorim po številu otrok, ki so obiskali muzej, jih je bilo skoraj 23,000. Torej leto 1918, ampak 2018 govorim. Torej res veliko otrok, najbolj pogosto odvisno je od starosti otrok, tako bom rekla, iz vrtcev, ustvarjalne delavnice, je pa izredno popularen program Muzej za mir, ki smo ga lansko leto tudi izvajali v sodelovanju z Evropsko komisijo oziroma slovenskim predstavništvom Evropske komisije, ki je šolam financiral obisk našega muzeja in udeležbo na Muzeju za mir. Drugače pa res čisto različno, je pa zanimivo, da zelo popularne so v zadnjem času teme prve in druge svetovne vojne, kar zagotovo je pripisati obletnicam, ki smo jih obhajali v zadnjih letih. Tudi tujci prihajajo, ne? Tudi tujci, ja. Zelo prav vojna pritegne veliko tujcev. Drugače pa kot razstave, takšne najbolj obiskane, pa so, kot sem rekla, že razstave o industrijski dediščini Maribora. In takrat pride tudi ena širša publika, torej ljudje, ki drugače morda ne zahajajo v muzej, so pa bili, vse redno ne, so pa bili tako ali drugače vezani na neko določeno tovarno, ki se še vedno čutijo povezane, prinašajo predmete v muzej, kasneje pa seveda
zaradi sebe, pa tudi zaradi svojih potomcev prihajajo v muzej, da si ogledajo, kje so delali, kaj so delali in da se s tem tudi pohvalijo. So tujci največ pri vas? Veliko je Obiskov, tujcev, ja. verjetno? Veliko je tujcev. Najbolj je tako kot vse posod v Sloveniji, kar je razlika od tujine, so pri nas še vedno najbolj obiskane stalne razstave. In tako je tudi pri nas, najbolj je obiskana stalna razstava, veliko je tujcev, vsako leto jih je več in moramo seveda reči jasno in glasno, da se je ta trend rasti začel od leta 2012, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture. Torej nekaj je lepega, ohranilo se. Je, seveda je, ja. Veliko je po tem našem uradnem štetju, smo imeli lani nekaj čez 40.000 obiskovalcev, veliko je otrok, se pravi otroci, ki imajo, učenci in dijaki, ki imajo v svojem učnem programu poznavanje mesta oziroma nekih fenomenov iz zgodovine. Pogrešamo pa, in teh obiskovalcev je najmanj, odrasle Slovence oziroma... Hodimo v Mariborčani vlastne muzeje, sploh poznamo? Veste kaj, kadarkoli gremo ko gremo v zadnjo grško vas na morje, si tam pogledamo pri nekem kmetu mozaik, ki ga ima v štali in potem zato tudi smo pripravljeni plačati. Pri nas ni tako, nimamo te visoke zavesti, da je treba poznati svojo zgodovino in da se ta zgodovina najlažje uči v muzejih. Tudi na Ptuju, bom rekel, največ tujcev gor na gradu, pravzaprav tista osnovna razstava? Podobna zgodba, kar se tiče lokalnega okolja. Sicer pa je naš muzej lansko leto obiskalo slabih 60.000, torej to je številka za vse obiskane lokacije in številka, ki pomeni seveda tudi tiste, ki so kupili vstopnico. Torej najbolj obiskane so seveda zbirke v Ptujskem gradu. Obiščajo nas obiskovalci iz približno 88 držav, to je lansko letni podatek, torej praktično iz celotnega sveta. Če vemo, odkot vse, vemo, imamo tudi statistično vodimo evidenco. V bistvu prednjačijo seveda vse sosednje države, je pa zanimivo, da so v vrhu, vsaj kar zadeva lansko leto, pa tudi predpreteklo leto, so v vrhu tudi Izraelci, recimo. To je en zanimiv podatek. Približno 20.000 oziroma nekaj več je bilo tujih obiskovalcev, sicer pa so to obiskovalci iz različnih koncev iz Slovenije. Seveda veliko imamo otrok, predšolskih skupin, šolskih skupin. Tukaj je naša pedagoška služba zelo aktivna, zlasti dobro obiskani so pedagoški programi, muzejski vikendi so na primer zelo znani. Sicer pa se zavedamo, seveda si prizadevamo, da bi ta obisk bil še večji. Vemo, da je recimo tam Ptujski grad, se pravi tisti, ki pridajo na grad in ne kupijo vstopnice, še zagotovo enkrat toliko, kot sem prej povedal. Mi smo se lansko leto tudi priključili enemu projektu privabljanju tranzitnih gostov. Vemo, da mimo našega mesta, zlasti v poletnih mesecih, gre izjemna velika količina tujcev. Prav tako smo se v zadnjem obdobju priključili dvema Interreg projektoma Cesti gradov, ki je izjemno znana blagovna znamka, tako da z tega naslova si zlasti v prihodnjih letih obetamo večje število obiskovalcev in pa projektom mreže živih gradov, tako da upamo še na boljše rezultate. Koliko gledališče obišče? Imamo kakšno številko? Koliko gledališče obišče? Letno 150.000 nekako. To je zelo velika številka. Ogromno je tujcev, predvsem sosednje Avstrije, Hrvaške. Še hodijo, bom rekel. Ogromno. Opera in balet, moram reči, da v glavnem je tuja publika pravzaprav, veliko naše. Maribor je zelo kritična, odzivna publika, zelo zahtevna publika, ki rada hodi v gledališče. To pomeni tudi vzgoja publike. Mislim, da je to veliko v preteklosti že Festival Borštnikovo srečanje naredil, da
vidijo lahko ljudje tukaj kvalitetne in zahtevne predstave, tako da predvsem pa opažamo trend mlade publike, ki je začela hoditi tudi v gledališče, ne? Mlajša publika, s katero se tudi pedagoško zelo ukvarjamo, prvi prizor. Se pravi, se je menjalo počasi. Se je menjalo tako, da mislim, vse skupaj je odvisno od programa, od vsebine. Za dramski program naslednjo sezono tudi, mislim, da bomo tudi Mariborčane še bolj nagovorili, saj bomo kakorkoli po dolgem času na program dali delo Prešernovega nagrajenca, našega meščana, gospoda Toneta Partliča. Eno njegovo dramatizacijo delamo na novo, tako da bo še v Mariboru se veliko dogajalo. Lutkarji, koliko beležite, verjetno zdaj v teh novih prostorih? Lani je bilo obiska vseh nekomercialnih prireditev naših predstav in tega, kar smo gostili, več kot 95,000 v naši hiši. Tako da glavnina našega, se pravi, obiska, ki prihaja na naše predstave, pa še vedno so to otroci iz vrtcev in osnovnih šol. Imamo zelo dobro organiziran abonma. Večina vrtcev in šol je vključena vanj in prihajajo po 3-krat na leto k nam, pogledati naše novitete, pa tudi kakšne starejše predstave. Veliko tudi mi delamo na teh pedagoških vsebinah, sploh kakšne predstave, kot je bil recimo Moj life namenjen Ivanu Cankarju, življenju in delu. Boštjan Gorenc Pidžama je naredil tekst, Sebastian Horvat je režiral, pa pridružimo še pol pogovoru in se to zelo dobro obnese, da na nek drug način potem osmislimo predstave. Tako da je lep obisk in smo res veseli tega. Namensko te številke, hvala lepa vsem za obisk v studio. Dragi politiki, slišite te številke, tudi ti so volivci. Nasvidenje.